pozdrav, dragi udeleženci webinarja Vodenje v dobi dela na daljavo. Dobrodošlica seveda tudi današnjim gostom. Sama se že zares veselim, da slišim, kaj nam bodo danes povedali, in verjamem, da tudi vi. Moje ime je Barbara Podlogar, sem direktorica marketinga in prodaje na Agilconu in danes bova skupaj s sodelavko Korano skrbeli za to, da se boste v naši družbi počutili dobro. Korana, kaj lahko danes udeleženci webinarja pričakujejo? Ja, hvala Barbara, lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Sem Korana Leljak, Agilconova Customer Success Managerka. Danes se bomo družili ob eni taki zelo aktualni temi, dela na daljavo, in komaj čakam, kaj bojo povedali naši gosti. Današnjo vsebino bomo oblikovali skupaj, tako udeleženci kot tudi predavatelji, in zato vabim vse, da vaše vprašanje vpišete v Q&A sekcijo, da lahko potem na njih tudi odgovorimo. Tudi mi bomo imeli kakšno vprašanje za vas, zastavili ga bomo pa v obliki ankete. Hvala za vaš odziv že vnaprej. Barbara? Evo, super, hvala Korana. Zdaj pa jaz predlagam, da se vrnemo k našim gostom. Z nami so danes Marija Anselmi, Maša Mihel in pa dr. Peter Baloh. Na kratko bi jih predstavila, tako da bom začela kar z Marijo Anselmi, ki je Vice President Global Data Acquisition and Partnership v Dun & Bradstreet. Predtem je bila generalna direktorica Biznoda za jugovzhodno Evropo. Je srčna voditeljica, zavezana nenehni rasti, tako na osebni ravni kot na poslovni ravni. Odlikujejo jo bogate izkušnje vodenja večkulturnih organizacij v tehnoloških panogah ter uvajanje digitalne preobrazbe, razvoja podjetja in širjenja poslovanja. Marija, dobrodošli. Hvala in dober dan vsem. Dr. Peter Baloh je partner v E2Grow podjetju, ki je plod slovenskega znanja in hkrati eno izmed le 3 Galupovih partnerskih podjetij na svetu. Da je to svojevrsten dosežek, priča dejstvo, da je Galup že 80 let zaseda vodilno mesto med organizacijami na področju raziskav in psihologije dobrega vodenja in zavzetosti. Poslanstvo E2Grow je grajenje izjemnih, v ljudi usmerjenih organizacij. Danes je v mrežo podjetja vključenih prek 100 coachov, ki po metodologiji E2Grow transformirajo kulturo in način vodenja v najboljših organizacijah v kar 25 državah. Peter, pozdravljeni. Hvala, da ste z nami. Maša Mihel je pred kratkim postala direktorica kadrovske službe Zavarovalnice Triglav. Maša, najprej iskrene čestitke. Drugače pa je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravosodnim izpitom, pred prevzemom vodenja kadrovske službe Zavarovalnice Triglav pa je opravljala delo samostojne strokovne sodelavke v oddelku za delovnopravne zadeve. Pred zaposlitvijo v zavarovalništvu je pripravništvo opravljala v odvetniški družbi ter izkušnje pridobivala s prostovoljnim pripravništvom na okrožnem sodišču v Novi Gorici. Maša, dobrodošli. Lep pozdrav in najlepša hvala za povabilo. Z veseljem. Evo, sedaj pa je čas, da se posvetimo današnji temi. Vodenje ljudi je bilo od nekdaj zahtevno, časi sprememb, pandemije, vodenja na daljavo, pa so velika preizkušnja tudi za izkušene vodje. Ljudje se soočajo z različnimi stiskami in od vodje se zahteva še več odprtosti, iskrenosti, razumevanja in empatije. Ali torej v poslu ne velja pregovor daleč od oči, daleč od srca? Sem prepričana, da nam bodo na to znali odgovoriti današnji gostje. COVID-19 je spremenil način dela ljudi in napovedal spremembe, ki bodo del naših življenj tudi v prihodnje. Mnogi zaposleni bodo delali v hibridnem svetu. Ta svet na prvi pogled prinaša vrsto koristi, saj nam da vsaj navidezno izbiro, kje, kdaj in koliko bomo delali. Omogoča nam prihranek časa
ker se nam ni potrebno voziti na delo, na sestanke in daje več možnosti za zaposlitev tudi tistim, ki so morda oddaljeni. Zdi pa se, da začetno navdušenje za delo od doma prinaša tudi stiske in kaže na pomanjkanje kompetenc ne samo zaposlenih, ampak tudi vodij. Danes bomo govorili o 3 vidikih vodenja v dobi dela na daljavo. In sicer o osebnem pogledu in pa izkušnjah naših gostov, o kompetencah, ki so potrebne za uspešno vodenje v dobi dela na daljavo in pa seveda tudi o digitalizaciji. Kot veste, smo podjetje, ki se ukvarja prav z digitalizacijo različnih procesov v kadrovskih službah, marketingu, prodaji, kontaktnih centrih. In prepričana sem, da mnogi izmed vas že poznate našo HRM rešitev Geko. Zato si želimo skupaj z vami digitalizacije dotakniti iz različnih vsebinskih in zornih kotov. Zanimalo danes nas bo predvsem to, kako lahko digitalizacija še bolj poveže ljudi in omogoči vodjem še več empatije, zaupanja in kje so tisti glavni izzivi. Pa predlagam, da kar začnemo. Marija, sami vodite 27 timov v 10 državah po vsem svetu. Nekatere zaposlene ne boste v živo nikoli v življenju spoznali. S katerimi stiskami in pa vprašanji ste se vi osebno soočali kot vodja? Kaj ste morda morali spremeniti v vašem načinu vodenja v času covida ali pa nasploh, ko vodite te time na daljavo? Ja, hvala za to vprašanje. Je bilo zame ena lepa izkušnja, ko od vodenja skupine fizično, ko sem vodila iznode Southern Eastern Europe in sem prevzela vodenje Evrope in zdaj vodim eno globalno ekipo. Bi rekla, da od leta 2016 jaz vodim na daljavo. Tako da moja izkušnja se je začela veliko pred covidom. Ko sem jaz vodila na daljavo, sem tudi videla in mi je manjkalo takoj tam skupno delo, za dalj časa, workshop, seminarji, skupaj ustvarjali projekte. In zato, če pogledam mojo statistiko, jaz vidim, da leto 2018 sem imela približno 40 potovanj. Leto 2019, 28 in leto 2020, 3. Tako da od 48 do 3, res so 3 leta vmes, ampak načeloma ko pogledam rezultate, ko pogledam, kako smo delali, se ni veliko spremenilo. Kaj je bilo zame zelo pomembno in kaj mi je veliko pomagalo? Prvo, sem morala postati veliko bolj organizirana in sem morala ekstra fokus dati na organizacijo dela, izbrati karkoli model dela, ampak biti zelo jasni, kako se dela, kakšne so pričakovanja, kakšni so goli in to skupaj ustvarjati in to skupaj voditi. Kaj to pomeni? To pomeni, da včasih, ko smo delali fizično skupaj, naše srečanje, nepričakovanja srečanje na moment so nadoknadili te organizacijske luknje, recimo. To se mene ni dogajalo več, ko sem morala skupina na daljavo voditi. Tako da to mi je bilo zelo pomembno. Zelo mi je bilo to pomembno tudi, ker moje skupine iz različnih koncev sveta imajo druge ure dela,
in imajo tudi druge mentalitete. Tako da tudi tole dati na jasno za vse, kako bomo delati, kakšne so odgovornosti, je bilo tudi en sistem dati skupaj različne navade in različne mentalitete. In to je bilo zame absolutno zelo pomembno. Ta druga stvar, ki mi je bila zelo pomembna in najtežje, je bilo ustvarjati trust v skupini in z ljudmi, ki nisem, kot ste vi rekli prej, ki nisem srečala in mogoče ne bom nikoli srečala. In to seveda kot liderji vsi moramo biti dosledni, vsi moramo deliverati na naše, na kaj se odločimo, na kaj se dogovorimo, ampak v tem primeru velika pozornosti je bila na ta build trust and build recimo eno psychological security od osebe iz druge strani. To na kratko, mogoče nisem bila prav kratka. Ne, super, hvala lepa. Se pravi, organizacija dela, mogoče en kontekst tega ciljnega vodenja, ne, se mi zdi, da je bila taka rdeča nit tega, kar ste povedali. In pa pač umetnost tega, da znamo najbrž tudi čez to zgraditi zaupanje pri ljudeh. Zgraditi zaupanje, ja. Da so potem občutijo to psihološko varnost, tako in si upajo izraziti, povedati, dajati ideje. Ok, se pravi, je mogoče tudi nadaljavo. Absolutno, je mogoče in jaz sem imela in imam zelo close relationship s ljudmi, ki nisem nikoli videla. In bi rekla, da je kot, če bi bila s njimi dalj časa. Odlično, to je super razlike. Ja. Hvala lepa za tole. Maša, mogoče še vaša izkušnja, kako ste pa sami kot vodja na HR področju ali pa mogoče kot ostali vodje v Triglavu vidite to obdobje velikih sprememb in pa prilagoditev? Kakšna bi bila vaša bilanca oziroma bilanca vodij na Triglavu? Kaj vam je šlo dobro od rok in kaj mogoče manj dobro? Ja, lahko rečem, da izbruh in širjenje koronavirusa je Zavarovalnico Triglav postavil situacijo, zaradi katere delamo danes na drugačen način, kot smo ga bili vajeni prej. Gre za nekako obdobje, ki nas je v bistvu postavil pred nove izzive, ampak lahko zaključim, da mislim, da nas je bolj povezal. Zaposleni dejansko smo izkazali eno visoko mero solidarnosti, razumevanja, pa tudi zavzetosti, kar nam je omogočilo, da smo v teh negotovih razmerjah res poslovali stabilno in kar je zelo pomembno, da smo stali ob strani našim zaposlenim in tudi strankam. Če dejansko povzamem, kaj nam je šlo zelo dobro, lahko rečem skoraj vse. V bistvu zagotovili smo varnost in zdravje naših zaposlenih, strank in drugih deležnikov. Ključno je bilo to, da smo redno komunicirali z zaposlenimi, da smo jim dajali aktualne informacije, kje smo, kam gremo, kakšno je stanje, da nismo pozabili tudi na izobraževanje in stalno rast naših zaposlenih in da smo se dotaknili mogoče malo tudi občutljive teme privat življenja, da smo dejansko nudili psihosocialno podporo našim zaposlenim tudi v teh težkih časih. Da smo dejansko vse ukrepe peljali v pravo smer, kaže tudi merjenje organizacijske vitalnosti. V bistvu gre za raziskavo, ki jo izvajamo že od leta 2004. V letu 2020 pa smo res dosegli eno zgodovinski rezultat, najvišjo odzivnost doslej, kar 89,4% zaposlenih se je odzvalo
in dejansko so ukrepe na ravni Zavarovalnice Triglav oziroma tudi skupine ocenili z oceno 4 od 5. Tako da mislim, da lahko rečem, da smo se pravi, kljub vsem tem težkim časom, kjer je bilo prilagajanje nujno, kjer dejansko si mogel slediti ukrepom iz včeraj na danes in se prilagajati, res uspešno poslovali in koordinirali naše zaposlene v teh zahtevnih časih. Odlično, se pravi, tale vaša preizkušnja v bistvu se na koncu izkazala kot ena taka lepa priložnost, da še nekako bolj povežete zaposlene, a ne? In izgleda tudi s tem merjenjem, da so zadovoljni in da ste očitno zelo dobro skomunicirali, ne? Bi rekla, da je bila ta komunikacija tista ta glavna? Ja, ključno je bilo res to redno komuniciranje, se pravi, mi smo skrbeli, da so naši zaposleni dobivali pisma uprave, pisma vodjem smo stalno dejansko pošiljali sporočila in se res trudili na vse možne načine, da smo prišli do naših zaposlenih. Dejansko v Zavarovalnici Triglav smo praktično čez noč iz petka na ponedeljek začeli poslovati na daljavo, in smo se mogli temu načinu dela kar se da hitro prilagoditi. Tako da tukaj je bilo res ključno hitro, uspešno, redno komuniciranje in ne nazadnje tudi to, da smo pokazali, da nas skrbi za naše zaposlene. Mislim, da so zelo cenili, da smo poskrbeli za njihovo varnost in zdravje, da smo razdeljevali zaščitna sredstva, se pravi, imeli so maske za dnevno uporabo, razkužila, rokavice, tudi dejansko informacijsko podporo smo imeli zagotovljeno, tako da smo dejansko praktično lahko poslovali nemoteno. Ok, odlično. Peter, mogoče še majhen pogled z ene druge perspektive, a ne? Sami pravite, da je pandemija razkrila nerazumevanje vloge vodij in ponudila vsem vodjem in organizacijam vrhunsko priložnost, da postanejo takšni, kot od njih upravičeno pričakujejo ljudje. Kaj pa ljudje pričakujejo? So ta pričakovanja drugačna, če vodimo tim na daljavo? Ne bi rekel, da so drugačna. Je pa res, da so mogoče zdaj bolj intenzivna, ker so ljudje imeli en tak čas, ta delo od doma pandemija je bil en tak katalizator, ko so ljudje začeli več razmišljati o tem, ne? Ker na koncu, ko sediš mesece sam za mizo, je v bistvu čisto vseeno, ne? A piše tam gor logotip od katere firme, je gor, ne? Ko se logiraš v Teams. In ta del, se pravi, ta nelagodje okrog, torej kako se večina ljudi počuti danes, ne? Na delovnem mestu ali pa okrog dela, ko se sprašujejo o smiselnosti dela. Samo 2 od 6, recimo, v povprečju globalne raziskave, ne, kažejo, da vidi ta smisel v svojem delu. Ali pa samo, ne vem, polovica ljudi točno ve, kaj se pričakuje od njih. 7 od 10, recimo, ne živi iz popolnega življenja. Ne. Samo 3 so taki, od 10, ki rečejo, da jim je življenje, v katerem so ok. In te statistike, ki jih poznamo, ne, to so že leta, v bistvu se to dogaja, ta star menedžerski model vodenja, ne vem, skozi naloge, taske in tako naprej, ko se pogovarjamo samo o nekaj kak tja. In to je potem ta intenzivnost v bistvu povečalo, ne, ker naenkrat ljudi ni bilo več tam v pisarni, ni bilo več tega stika, in to, kar je Marija rekla, ne, kar ste rekli, Marija, je res izjemno pomembno. Se pravi, kako jaz kot vodja potem ustvarim neko to dinamiko vodenja, zorganizirano dinamiko vodenja, ne, kako se dogovorimo, kako bomo prišli čez teden in tako naprej. In dobre ekipe v bistvu imajo neke izjemno dobre navade, rutine, rituale v bistvu tedenske, ne, skozi katere v bistvu neke stvari naredijo. Ne. Pričakovanja so pa v bistvu takšna, ne, da ljudje v osnovi nismo, ne vem, ne delamo škode nalašča, ne, nismo neposlušni, nismo neodgovorni, ne. Jih pa dostikrat v bistvu vodje na star način dela naredijo takšne, ne. Se pravi, da niso samoiniciativni, da niso odgovorni, ker jih pač tretirajo kot otroke, ne.
kot nekoga, ki mu treba vse povedati, kot nekoga, da jaz kot šef več vem in tako naprej. In to potem pride potem do teh nezavzetosti. In ja, potrebe, ki jih imamo, so pa to, da vidim smiselnost svojega dela, da vidim svoj doprinos v ekipo, da vidim svoj doprinos v celotni organizaciji, da sem cenjen, da vodja pozna v bistvu, v čem sem dober, da lahko to vsak dan živim. Danes je umrl tale psiholog, prav danes je umrl ta psiholog Mihaly, ki je koncept zanosa, flowa zasnoval, ker to je ta koncept brezčasnosti, ki res uživamo v nekem svojem delu, poznamo ga iz otroštva, ampak danes v bistvu kažejo vse statistike, da je samo en od šestih ljudi, če se tlele zdaj 6, dobro, mi upam, da smo, ampak načeloma v povprečju je samo en od 6 vsak dan na delovnem mestu v stanju zanosa, da mu je tisto dobro dela, da pade noter v tisto svoje delo, da čas kar teče, da lahko kreativni in tako naprej. In to je zelo slabo, Ja, in zdaj, da to lahko dosežem, vsa ta pričakovanja, da me neko delovno mesto, da me vodi, da me ekipa pripelje do tega kot posameznika, da sem v stanju zanosa, da vidim smisel dela in tako naprej, je pa zelo velika ta vloga vodja. In 4 stvari nekako vodja naj bi dajal. In to velja za kakršenkoli način dela, hibridni, pisarni, kjerkoli, ampak ja, če sem del ekipe, to potrebujem in to so zaupanje, upanje, stabilnost pa sočutje. Se pravi, zaupanje v to, da lahko vprašam, da me ne bo nekdo, če priznam neko napako, da ne bom kaznovan zaradi tega, da lahko vprašam čudne stvari, da lahko priznam napako, da vem, da me bodo podprli sodelavci. Potem upanje na neko boljšo prihodnost, se pravi, da jaz vem, kam pa mi gremo skupaj, kaj je tisti jutrišnji cilj, da vidim neko pot. Potem stabilnost, da točno vem, kaj v bistvu se pričakuje od mene, pa sočutje v bistvu to, da me vodja razume, da sem jaz človek, da imam malega otroka, mogoče doma bolanga, in da me potem ne vpraša vsake 2 minuti, a si to že naredil, Saj vem, da je šele v petek deadline, ampak vseeno, jaz bi pa tole zdaj imel, in tako naprej. In te 4 komponente, to je vloga v bistvu vodij, da to dajo. In ta, če povzamem, pandemija ni spremenila v bistvu nič v smislu teh pričakovanj, jih je pa bolj postavljal v bistvu vodje v to, da jih morajo res poznati dobro, pa jih izpolnjevati v bistvu. In ta del, ker pa zdaj ljudi ni tako, niso zraven v pisarni, je pa to zahteva bistveno več organiziranosti pa te namenskega v bistvu vodenja. Se pravi, zdaj tako, ko vas poslušam, ni taka bistvena razlika med tem, na kak način vodimo, v bistvu je to offline ali online, ampak bolj res gre na te kompetence vodenja. Se mi zdi, da zadnjih pa sej v bistvu 10 let ali pa še več, zelo veliko delamo na tem, da bi usposobili vodje, ker nenazadnje poznamo te statistike in vidimo, kakšen potencial je še tudi pri zavzetosti in tako naprej. Se pravi, zdaj pa je prišel s to novo dobo, če lahko tako rečem, v bistvu en ta izziv, kako pa zdaj vse to, kar smo poslušali 10 let, pa brali, pa se učimo, pa še nove pristope osvajamo, kako res spraviti v prakso to znanje. Ja, tukaj je mogoče res ni se spremenilo, je pa zahteva pa bistveno več, ali pa še bolj te osredotočenosti, da jaz kot vodja, torej kaj je ta moja vloga, vodenje in kaj to sploh pomeni. To ni razdeljevanje taskov, ampak to ni samo neki transakcijski pogovor, ker za to v bistvu ne rabiš nikogar, na vsaj zadnje v kjeremkoli HR sistemu, lahko tiste KPI spustiš do zadnjega človeka. Tam noter lahko preberem, kaj imam za narediti. In zato v bistvu ljudje ne potrebujejo vodja. Vodje potrebujejo pa zato, da lahko imajo tudi te globje pogovora, da lahko v bistvu izrazijo ponos, ko so nekaj naredili, da se v bistvu o tem kot ekipa pogovarjajo, ker potem imaš v bistvu šele ta občutek, da v nekaj doprinašaš. To je pa ta samouresničitev, ki je najvišja potreba po Maslovi hierarhiji potreb in tam noter je ta priložnost vodja, kako lahko v bistvu vse te še
rečemo temu mehke stvari, ampak se res poskušam izogibati tega izraza, ne? Ampak ja, kako vseeno te psihološke potrebe zadovoljiti. In tukaj je pa ta namenskost ali pa res osredotočenost na to, da moram to jaz kot vodja zagotavljati in moram neko rutino vzpostaviti, kjer se to dogaja, da to v bistvu zagotovim. Se pravi, ena taka zelo pomembna vloga opolnomočenja ljudi, a ne? Ja, tako. Zdaj, pred kratkim sem v reviji Economist brala v eni raziskavi, ki je pokazala, da zaposleni, ki delajo od doma, delajo za 30% več časa, ampak zato niso nič kaj bolj učinkoviti, ne? Ampak nekako vodje so manj prepričani v zavzetost svojega tima, zato porabljajo tudi več časa za sestanke, koordinacijo. Zdaj, kako pa to preprečiti, Marija, imate kakšno idejo? Jaz ne bi to preprečila, honestly. Ne bi absolutno preprečila te koordinacije in te sestanki. Peter je zelo dobro že rekel, da ta situacija spodbuja samostojnost. Če jaz vodim nadaljavo, jaz moram imeti samostojne ekipe, jaz moram delegirati veliko delo in velikokrat jaz moram dati te ekipe ali skupine, ki sodelujejo, možnosti se hitro odločati, se hitro obračati, če situacije se spreminjajo, brez da pridejo vsakič do mene za eno odločitev. To pomeni, da oni morajo sicer imeti en framework, kateri so omejitev te odločanja, ampak oni morajo biti sposobni tega delati, ne? Če jaz imam veliko, kot imam jaz, veliko različne skupine, ki delajo na veliko projektov in na različnih državah, jasno je, da ena od moje glavne vloge je koordinacija. Jaz ne moram ne koordinirati, ne moram zmanjšati koordinacijo. Bolj so ekipe samostojne, bolj so projekti in bolj so ljudi opravnomočenje se samostojno odločanje, več bo koordinacija potrebna. Ne dodajati taske, ampak koordinirati delo različnih ekip in jih sinkronizirati. To bo zagotovo več. Tako da jaz ne bi absolutno ta koordinacija, ko je potrebna, seveda ne bi absolutno zmanjšala. Ta drugi del je sestankov. To gre vedno o učinkovitost. Zakaj so sestanki namenjeni? Ko mi delamo na različni projekti, različni ljudje v različnih območjih, če mi imamo podjetje, ki je dobro podpirano z digitalnimi tooli, če imamo dober project management ali dobro ERP, dober CRM, mi imamo veliko od, recimo, praktični sestanki, ne obstaja potrebe za to. Kaj obstaja potrebe? Obstaja potrebe za motivacijo, za določene naslednji koraki, za določeni naslednji cilji. Kolikor se da, in to jaz nisem še do tega prišla, popolnoma, kreativni sestanki. Tako da bi rekla, da če smo bili učinkoviti pred vodenjem nadaljavo in smo imeli potrebni sestanki, verjetno bomo še vedno sedaj. In samo delo nadaljava ne potrebuje več sestankov. Potrebujemo več sestankov, če je naše delo in naše podjetje ni pravilno podpirano z sistemi, ki nas omogočajo transparentnost dela in tudi agilno dodeljevanje naloge. To je
če je to res, če to nimamo, seveda moramo imeti več sestankov. Zato jaz bi rekla, da preveč sestankov je bolj posledica slabe ali neaktualne state of the art infrastrukture podjetja. Okay, se pravi, večja samostojnost, večja odgovornost, potem pa ponovno spet ta učinkovitost, da vemo, zakaj skupaj sedimo, pa kaj je cilj tistega sestanka. Tako bi lahko na kratko povzeli. Absolutno. Okay. Kaj pa mogoče Maša ali pa Peter, kar se tiče te socialne distance, zdaj smo vseeno manj v stiku z ljudmi, če delamo od doma. Prej smo vseeno se več družili, različna druženja smo imeli tudi v živo na tak način, tudi nekako gradili zaupanje, ker vemo, da tudi zaupanje je nekako povezano s tem, koliko ljudi poznamo. Je to zdaj problem, bi lahko bil? Maša, imate kakšno izkušnjo na to temo? Jaz bom rekla, ni problem, bi rekla, so pa izzivi in ključno je, da se dejansko izzivov zavedamo. Kateri so dejansko bili izzivi, tisti, s katerimi smo se mi v Zavarovalnici Triglav soočali, so bili predvsem, kako dejansko zagotavljati občutek varnosti naših zaposlenih in v bistvu uspešno delo. In smo ugotovili, da je ključ, kar smo vsi dejansko danes že večkrat ponovili, ena redna komunikacija. Tako da zaposlenim smo zato redno pošiljali pisma uprave, informirali smo jih o zdravstveni situaciji v podjetju, seznanjali z uvedenimi ukrepi, načinom poslovanja. Na ta način smo dejansko zagotovili, da so zaposleni pomirjeni in na nek način smo jih tudi spodbujali k delu. Zato, ker ogromno je bilo vprašanj, mogoče, a bom še ohranil službo, a bojo odpuščanja, kako bomo poslovali, a se bomo zaprli, a bom dejansko doma na čakanju. To so mogoče taka res pomembna vprašanja, na katera moraš odgovoriti, zato da ljudi pomiriš. Potem, kaj smo še delali? Na intranetu smo tudi objavljali članke, ki so naslavljali okoliščine povezane z delom od doma, recimo, kako si uspešno organizirati delovni čas. Zato, ker moramo vedeti, da so se v tem času mnogi zaposleni intenzivno tudi ukvarjali s tem, se pravi, kako izpolnjevati svoje delovne obveznosti, hkrati pa so bili tudi na nek način učitelji, se pravi, usmerjali so otroke pri njihovih šolskih obveznostih, mogoče tudi skrbeli za obolele družinske člane. To se mi je zdelo zelo pomembno. Z vidika te socialne distance je bilo pomembno tudi to, da smo zaposlene spodbujali k online druženju tudi izven delovnega časa z namenom, da smo res ohranjali in tudi krepili na nek način socialni stik s sodelavci. Mogoče kot zanimivost lahko povem, da v našem podjetju nismo pustili niti tega tradicionalnega obiska Dedka Mraza za otroke naših zaposlenih, tako da dejansko smo predstavo smo organizirali virtualno, darilo pa so dejansko prejeli na dom. Se pravi, prvi sklop je bil ta redna komunikacija za ohranjanje enega socialnega stika. Potem omenila sem tudi že to, da smo se ukvarjali z socialnimi stiskami, zato ker so strokovnjaki opozarjali na povečanje duševnih stisk, smo dejansko že na samem začetku epidemije začeli z izvajanjem enih krajših webinarjev, ki so nagovarjali različne vidike duševnega zdravja, in kasneje smo tudi uvedli redne cikle izobraževanj, ki smo jih dejansko poimenovali Zdrav duh v zdravem telesu, tako da smo zaposlenim zagotavljali tudi psihosocialno podporo, se pravi možnost enega razbremenilnega zaupnega pogovora z našo psihologinjo in psihoterapevtko. Zakaj? Zato, ker ugotovili smo, da kar naenkrat so bili zaposleni v bistvu prepuščeni sami sebi, niso več prihajali v delovno okolje, bili so samo doma, športne aktivnosti so odpadle in res smo opažali porast teh duševnih stisk.
Poleg Maša, samo eno vmesno vprašanje, vezano tudi na to pomoč, ki ste jo nudili. To zdaj povezano samo s to situacijo glede COVID-a, ali mislite potem s tem tudi nadaljevati? Ne, mi s tem nadaljujemo. Že pred pandemijo smo imeli psihologa in psihoterapevtkino, se pravi pri nas sta zaposlena in dejansko se ukvarjata z upnimi pogovori in s tem tudi nadaljujemo, zato ker opažamo, da je to zelo pomembno, da si lahko zaposleni najde tudi v delovnem okolju nekoga, s katerim se iskreno pogovori, ker mogoče sodelavec, lahko se pogovori s sodelavcem, ampak verjetno z nekom, ki ima ustrezno strokovno znanje, je to lažje. Pa ugotovili smo, da se naši zaposleni tudi lažje zaupajo nekomu, ki ima strokovno znanje. Tukaj pa bi poudarila, da so res ti pogovori prostovoljni in popolnoma tudi zaupne narave. Tako da, poleg te psihosocialnega zdravja se nam je zdelo tudi zelo pomembno fizično zdravje, na nek način tudi zagotavljanje, se pravi, ker psihično zdravje je povezano s fizičnim, tako da smo tudi spodbujali ene aktivne odmore in mogoče zato, da so se zaposleni čutili del tima in da niso občutili te socialne izključenosti, je bilo zelo pomembno, da smo tudi usposobili naše vodje, na kakšen način naj delujejo in usklajujejo time nadaljavo. Se pravi, da je ključna redna komunikacija in pretok informacij, da je ključno to, da se jasno opredelijo pričakovanja in delovni cilji, da dejansko se poroča o opravljenem delu. Pomembno je bilo tudi to, da smo opredelili čas dosegljivosti v mikrotimih, se pravi, da se nam ni delo razširilo čez cel dan in da smo dejansko naučili delati nadaljavo in se družiti preko računalnikov tudi naše zaposlene. Tako da res smo skrbeli za to obojestransko komunikacijo. Mogoče lahko kot še zanimivost povem, mi dejansko smo v Zavarovalnici Triglav uvedli delo na domu. Tega projekta smo se lotili na nek način raziskovalno z ekonomsko fakulteto in smo prišli do rezultata, da si samo 5% naših zaposlenih želi stalno delo od doma. Večina si želi 2-krat, 3-krat tedensko, kar pomeni, da ta socialna vključenost in stik z delovnim okoljem je pač pomemben. Ja, pomemben. Korana, mogoče kakšno vprašanje publike? V bistvu smo na par vprašanj kar nekako sproti odgovorili. Eno vprašanje je bilo, kako organizirati delovnik, da se ne razvleče do večera in pa kako racionalizirati količino sestankov. Mislim, da je tu kar Marija se dotaknila. Tako da to je trenutno to, razen če bi kdo še želel kaj pokomentirati, pa potem še nadaljujemo naprej. Tukaj bi jaz delil mogoče eno dobro prakso, ki se je izkazala za zelo dobro. To je bilo eno od najpogostejših vprašanj v zadnjem letu, pa pol, dveh smo coachali približno 2000 ljudi. Je to eno izmed top vprašanj v bistvu, ki ste ga zdaj izpostavili. In s katerim smo se srečevali od trenutka, ko se je delovno domu zgodilo, pa do vseh tranzicij vmesnih, pa gor pa dol, pa kje smo zdaj. Ampak ja, ena dobra praksa, ali pa 2-3 dobre prakse so v bistvu take, omejiti v bistvu, koliko časa sestanki lahko trajajo. Jaz sem imel eno izjemno zanimivo izkušnjo. 2014 leta sem živel v Avstraliji in tam sem doživel v bistvu prvič tisto spodbudno thriving environment, o katerem govorimo danes, kakšno bi naj ta okolja bila. Ni to povezano samo z lokacijo, ker sosedna ekipa pa v bistvu takega okolja ni imela, se pravi v istem podjetju, tako da ni bilo vezano samo na to, pač na to dinamiko, ki jo je vodja vzpostavil, je to vezano. Ampak mi smo imeli par takih principov. Eno je bilo to, da sestanek ne sme trajati več kot 15 minut. Če moraš vključiti več kot še eno osebo v ta sestanek, se pravi, to je nek sink s kolegom, potem sem moral vprašati šefa za dovoljenje. Se pravi, da ne bi
kar ljudi na neke sestanke pripeljejo, razen če ni bilo jasno zelo usmerjeno, ne, sestanek. Pa še ena stvar je bila, recimo maili, nam so ugasnili mail strežnik v bistvu ob petek ob 2, pa nisi mogel sploh do mailov v bistvu do ponedeljka do 8 zjutraj. To je bila taka unikatna kultura ali pa neka pravila, ne, ki smo jih pa zdaj doskrat, torej nekateri vodji so se potem kar začeli držati tudi tukaj zdaj, v tej situaciji, ne. Dobro, ampak tisti, ki so pa malo manj radikalno šli, je bilo pa to, ne vem, da ne zabukiram sestanka za celo uro, ne. Pol se celo Microsoft prilagodil, ko smo omenjali prej digitalizacijo, ne, da v bistvu lahko nastaviš v svojih tam settingsih, da traja ali tipičen sestanek pač 20 minut ali pa 50, ne, se pravi 10 manj kot tisto, kar je bilo prej. Tako da je malo krajši sestanek, pa ne vem, to, da si zablokiraš ali pa da daš kot vodja navodilo, zablokiri si čas v svojem koledarju, da boš kaj naredil, ne. Se pravi to, da si daš blok v koledar, pa takrat namensko delaš fokusirano, takrat pač kot veš, da boš lahko. In je to tudi povezano potem z raznimi dosegljivosti na Teamsih raznih in podobno, ne, tam svet je rdeč ali zeleno in kdaj me v bistvu sodelavci lahko zmotijo. Vse to daje potem občutek neke stabilnosti, pa to, da sem in kontrolno, da lahko v bistvu jaz vplivam na ta svoj delovnik, ne, ker najhujše je to, da v bistvu nimam vpliva, ne, ta občutek, da nimam kontrole nad tem, kaj se mi dogaja, kar je vse pandemija v bistvu prinesla, ne, ker mi je kar naenkrat vse rutine so se podrle, otroci so bili doma, šole ni bilo več v trgovini, nisi smel, ne vem kaj vse, ne, se pravi, vse se je podrlo in smo izgubili ta občutek kontrole in ja, na tak način je lahko potem vodja ali pa lahko še danes v bistvu prinese ta občutek teh ritualov ali pa navad, ne, Marija je rekla zelo dobro na začetku to, ne, dobro moramo si ta pričakovanja ali pa dinamiko zastaviti, pogovoriti se, ne, koliko lahko imamo sestankov, kdaj imamo sestanek, a vse jim ustreza, da imamo, ne vem, konstenski sestanek v petek ob 2, pa da ne planiramo takrat, ali pa govorimo, kaj smo slabo naredili, ali pa planiramo že za naslednji teden, ne, ker bo potem bo imel cel vikend pokvarjen, ne, ampak da pogledamo, ok, kaj smo zmagali, kaj je tisto, kar smo uspeli doseči, pa gremo naprej, ne, in da je to, ne vem, v petek, da je v ponedeljek tisto, ko planiramo, ne, koliko časa bo to trajalo, in tako naprej. In če kaj, ne, je dajmo postaviti neko jasno strukturo pa pričakovanja, in ja, to pomeni, tudi, da so sestanki, ne vem, 10 minut krajše, kot bi bili sicer mogoče. Pravi smo mi tisti, ki nekako definiramo naš fokus, ne, da se samo odzivamo na vse utripanje in vse nekaj. Korana, imamo mi mogoče zdajle pripravljeno tole anketo, kar se tiče kompetenc, pa da še to majhen pogledamo, pa malo pokomentiramo. Imamo, evo, zdajle bomo kar zaštartali z vprašanjem. In sicer sprašujemo vse naše udeležence, naj nam povedo, katere kompetence se jim zdijo pri vodenju nadaljavo najbolj pomembne. Zdaj ponudili smo par odgovorov. Ena izmed teh je čustvena inteligenca, komunikacijske sposobnosti, sposobnost motiviranja zaposlenih, pozitiven odnos do sprememb, prilagodljivost, sposobnost timskega dela, strokovnost. Pa mogoče smo kaj pozabili, zato je tudi opcija druga, tako da evo vabimo vse, da sodelujete v anketi. Ja, zdaj nekako smo v bistvu poskušali tiste vse nekako take dokaj široke kompetence tukaj zajeti, ne. Jaz verjamem, da so še danes to precej aktualne pa potrebne kompetence. Marija, ampak recimo, če damo vse tole v kontekst vodenja nadaljavo, ne, se pravi to, kar vi počnete že nekaj let, mi se pa zdaj navajamo na to, a se mogoče kaj spremeni, je potrebno kakšne druge kompetence začeti razvijati? Bi rekla, da vi ste na to anketo je par kompetenc, ki po moje se pridejo skupaj na izraz agilnost. Agilen sistem vodenja, agilen sistem dela.
ki vključuje empowerment, tako opolnomočiti ljudje samoiniciativno delati in če je možno tudi se odločati. Gre za kapaciteta se prilagoditi spremembam, hitro se odločati za menjavo smeri, če situacije so take, ki to potrebujejo. In je tudi ta veliko koordinacija in koordinacija, na kar je pomembno. Tako da ta tema agilnosti, mislim, da je nekaj, da velikokrat vodje bi bilo potrebno malo dati na vrsto lestvice. Kaj je pa potem, po mojem, zelo pomembno, smo rekli empowerment, ne, za te ljudje, ki delajo na terenu in ki delajo daleč. Jaz bi rekla, da vloga vodja mora se malo osredotočiti na smer coaching. Tako da vsak vodja, mislim, da mora malo več coach postati. Ja? Znamo vsi coachati, ni nujno. Tako da kaj to pomeni in kako na najbolj učinkovit način to delati, to je verjetno druga tema, na katero vodje bi lahko v povprečju napredovali. To bi rekla. Peter, mogoče tukaj vas lahko vključim, ne? Glede na to, da ste lani izvedli več kot 1500 ekipnih coaching srečanj, pa preko 13,000 individualnih srečanj, pa dokumentirali več kot 40,000 spremenjenih vedenj, katera pa je potem tista kompetenca, ki najbolj kriči po razvoju, kaj nam najbolj manjka? Marija je povedala v bistvu to, mislim, da to najpomembnejšo, za katero vidimo, je ta razvojni pogled na vodenje, se pravi, coaching pogled, bolj v tem smislu, ne, dajmo iti stran od tega performance managementa, ne, pa kontrole, pa jaz sem tle šef, pa ti normo dajemo, ne, pa ti si en lolek, ki moraš to narediti takrat, ko jaz to hočemo. Ne. Pa se vam zdi, da organizacije še vedno tako delujejo? Mislim, da imajo ta odnos, ali je bolj problem, da nimamo, ne vem, točnih ciljev, pa potem vodje ne znajo dobro voditi ali pa coachati ljudi? Razlogov je več, ampak če povem tisto do konca, ne, misel, se pravi, iz tega, dajmo iti od tega pogleda stran, pa na ta razvojni pogled, iz performance managementa na performance development. Se pravi, da jaz kot vodja ti ta dva koncepta, ne, če jih samo potiho preberemo, pa pomislimo na njih, ne, v osnovi potem že izraža to v bistvu čisto drugačno vedenje ali pa mojo vlogo kot vodja. Ne. Se pravi, jaz sem tisti, ki bi naj pomagal zgraditi v bistvu to osebo, ne, danes, ali pa vsakega, ne, ali pa mojo ekipo. Ne. Danes igramo, ne vem, v slovenski drugi ligi, ali pa ne, v neki vaški ligi, jutri bi radi bili slovenski prvaki, evropski prvaki. Ne. In zanimivo je, da nam je v športu ta koncept zelo jasen. Ne. Se pravi, gradimo ljudi, gradimo ekipo, gradimo, da bomo prihodnje v bistvu titule lahko dosegali. Ne. In ne vem, zakaj je to toliko težko v bistvu razumeti v nekem poslovnem kontekstu. Ne. Če samo ta vidik recimo spremenimo, nam potem v bistvu popolnoma druge stvari kot vodji pridejo na pamet. Ne. In ja, če pa odgovorim še to podvprašanje vmes, dejstvo je, da je še vedno prevladujoč način vodenja takšen. Ne vem, kaj se zgodi pač z ljudmi, ampak ko pridemo v nek poslovni kontekst, pa ko imam neko titulo, večina še vedno vodi na tisti način. Ne. Se pravi, so tle neke cilje, o tem smo pogovarjali, si to naredil, si to naredila. Ne. Sej ne nalašča, ne. Ampak to so
to je komunikacija, ne? Če ostane, se pravi, če se zavestno ne prisilimo to, da bi razmišljali o tem, kaj ljudje zares potrebujejo, pa to, da sem jaz v bistvu coach, ali pa tisti, ki gradim to ekipo, gradim v bistvu rezultate, ne pa da kontroliram, ali bo nekdo naredil. Ne? In če tega mindseta nimam, potem v vseh možnih komunikacijah v bistvu dajem te signale, ne? Da ti ne zaupam, da samo kontroliram v bistvu. Ne? In to se, ne vem, meni je bilo najbolj bizarno, recimo, ko imamo kar nekaj teh ponudnikov za beleženje časa, ne? In to v podjetjih, v bistvu, ki so, razumem, pač v nekaterih okoljih je to nujno potrebno, ne? Imaš proizvodnje in tako naprej, ampak da je pa v bistvu kot ena od večjih zmag teh podjetij, v bistvu, ki beležijo časa, ne? Bilo to, kako v bistvu to zdaj zagotoviti, da bomo v čisto storitvenem podjetju, ne? Beležili tudi vsako minuto dela od doma, ne? In da je bilo to cloud rešitev in tako naprej, je pa bizarno po moje. Zakaj bi jaz moral vedeti kot vodja, kaj sploh dela ta doma, pa koliko časa, pa naredi to od 8 do 4. Ne? Ja, naj me skrbi, če vidim, da nekdo dela še zvečer, pa da dobivam maile o vseh možnih trenutkih, ne? Ker potem nekaj ni v redu. Ne pa to, da me je strah v bistvu, a on zares dela. Ne? In to je bilo recimo eno od prvih vprašanj, ko smo mi delali coaching, takrat čisto na začetku, nekega 15. 20. marca, ne, takrat, ko se je tisto začelo. Ne. Po enem tednu 90% vodij je sprašvalo v bistvu samo o tem, kako naj jaz zagotovim, da bo on res delal. Zato, ker me šef še en višje sprašuje, kako pa ti veš, da oni delajo, ne. Kako boš to zagotovil. In ja, zaradi tega potem pride v bistvu do teh občutkov, ne, pa nehotenih komunikacij, ne, ampak to, kar pa pride do ljudi, ne, pa v bistvu ta občutek, zaradi vseh teh mikro vprašanj, pa trenutkov, ki so usmerjeni vse v to, v nek rezultat, ne pa v bistvu to, da bi jaz imel občutek cenjenosti pa razvoja. In ta kompetenca, v bistvu, že samo to iz performance managementa v performance development, če samo to, v bistvu to, kar mi danes ostane, ne, v mislih, ne bo to, ne, ta miselnost, ki potem name kot na vodjo v bistvu vpliva, ne, s tem, okay, kaj ne jaz v bistvu počnem, ne, zares v tem tednu, da bom razvil jih, da bodo napredovali, da bodo večkrat v stanju flowa, ne, ki smo ga prej omenili, da je ključno v bistvu za produktivnost, ne, in tako naprej. Ne. In zato je potem, ko so vsi te, ne, imamo 4-dnevni torej tedenski delovnik, ne, ali pa 6 ur na dan in tako naprej. V bistvu bi že danes lahko imeli, če bi na tak način delali pa komunicirali. Ne. Že tako ali tako v bistvu ljudje zares dejansko delajo koliko nekaj ur, ne, tisto, da so res produktivni, v bistvu pa da so v najboljšem stanju, če bi gledal v povprečju. Jasno, eni bistveno več, eni manj, ampak v povprečju, ne, pa nihče ne rabi, mislim, torej v povprečju ne rabimo 8 ur, da v bistvu naredimo tisto, kar se pričakuje od nas in naj ne bi. Ne. Tako da ta performance development in kako zdaj zagotoviti ta prava komunikacija, ta prava organizacijo, dinamike ekipe, da se ti občutki v bistvu zbudijo, pa da potem iz tega ven pride vse to, ne, samoiniciativnost, občutek cenjenosti in vse to, kar si vedno želimo v bistvu od ljudi. Se pravi, bi lahko rekla, kaj bi bilo zdaj tukaj najbolj pomembno, kar se tiče vodenja, ne, in pa tega novega razvojnega pristopa, coaching pristopa tudi, ne, da vodje več rabijo, ne vem, znanja, več rabijo časa, ali rabijo drugačen mindset, ali je to zmes vsega tega? Generično rečeno, mislim, imeti vloga coacha in izvajati coaching, ko je potrebno, ima svoje načine. Tako da to je veščina, tehnika tudi, ki treba osvojiti. Določeni vodje imajo že po naravi zelo visoka emocionalna inteligenca. Določeni mogoče morajo tudi ta del razviti, da bi postali
boljši coachi. Tako da jaz mislim, da tukaj treba zelo lepo tudi vodja ocenjevati, katero bolj njihovo vlogo in te potrebne, tehnične ali psihološke veščine in posredovati. To je kot vse leadership training, to je del tega, ne? Tako da treba graditi veščine tudi v tem primeru. Se pravi, gre za en tak proces v resnici, ne? In ki se ne bo kar takoj končal. Absolutno. Ja. Zdaj tule vidimo tudi majhen odziva naše publike, a ne? Maša, vidite, ne, komunikacija, kako je zelo pomembna, ne, se tudi naši udeleženci strinjajo s tem in pa nekako so potem izpostavili tudi pač ta sposobnost, ne, motiviranja zaposlenih, da so potem lahko tudi bolj zavzeti in tako naprej. In pa to prilagodljivost, agilnost, ne, mislim, da smo tudi čez ta pogovor zelo dobro nekako vse to zaobjeli. Mogoče tule še eno vprašanje, Maša, ne, zdaj izpostavili ste kar nekaj stvari, ki jih počnete, pa aktivnosti, ki jih izvajate, ne, tudi coachinge, pa letne razgovore in tako naprej. In vse to širite tudi na celotno skupino. Na tak način tudi v resnici vaš GECO vsako leto majhen zraste. Kaj pa so recimo še tiste kompetence za vodje, poleg mogoče te komunikacije, ki ste jo zdaj zelo dobro izpostavili, ki ste jo pa ali pa jo imate še v planu razvijati za vodje? Ja, res je. V skupini Triglav skrbimo za en sistematičen razvoj vodij in mi pravimo oblikovanju ene enotne voditeljske kulture. Imamo vzpostavljen lasten kompetenčni model, na osnovi katerega potem načrtujemo razvoj tudi vseh zaposlenih. Vodje imajo svoj kompetenčni profil, vodstvene kompetence, to krepimo z ustreznimi izobraževanji, kot je šola vodenja, pa pol aktivnosti, recimo v coaching procesu, ali pa recimo posvetimo se tudi nižje izraženim kompetencam. To lahko tudi vodje vidijo v svojem profilu na intranetu v GECO, tako da lahko tudi sledijo svojemu razvoju. Se pravi, poleg tega lastnega kompetenčnega modela vodje, tudi vodje ciklično testiramo s posebnimi razvojnimi orodji, tako da jim potem tudi damo eno poglobljeno povratno informacijo in z njimi načrtujemo razvoj na podlagi izmerjenih rezultatov. Tudi ta del lahko vodje sledijo v GECO in si potem tudi zastavijo cilje za prihajajoča obdobja. Vodje dejansko so pri nas res deležni številnih izobraževanj, delavnic, usposabljanj. Mislim pa, da je ključno tudi to, da si kot vodja sam motiviran, da skrbiš in načrtuješ svoj razvoj. Zdaj, če se dotaknemo, čemu dajemo, katerim kompetencam dajemo večji poudarek, zagotovo je to neposrednemu vodenju, se pravi, kot so delegiranje, razvoj zaposlenih, motiviranje se nam zdi zelo pomembno, spoštovanje različnosti, pa tudi sodelovanje. Krepimo medosebne kompetence v smislu, to se pravi sodelovanja, povezovanja, tudi v sklopu spreminjanja organizacijske kulture, mogoče prepričljivost, pa tudi čustvena inteligenca. Pa imamo še en tretji sklop, to je ta, ki je povezan dejansko z usmerjenostjo v rezultate in osebnim razvojem. Mogoče kot zanimivost, letos smo prvič organizirali tudi delavnico vodjo.sem, ki je bila obvezna za vse vodje v zavarovalnici Triglav. Predvsem se nam je zdelo ključno to, da imajo tudi vodje osnovne informacije z vidika delovnopravnega področja, ker ne nazadnje skrbijo za ljudi, so njihovi buddy in je ključno, da poznajo, se pravi, pravice in obveznosti. Pa uvedli smo tudi licenco za vodje. Tudi ta je podprta v GECO, to pomeni, da vodjem na letni ravni predpišemo število ur izobraževanja, se pravi, mogoče iz teh mehkejših vsebin, pa tudi recimo, kako učinkovito organizirati sestanke na daljavo in biti čim bolj učinkoviti. Tako da vodje morajo izpolniti oziroma doseči predpisan
predpisan nivo ur. Zakaj? Zato, ker ugotavljamo, da tudi vodje so preobremenjeni in da si ne vzamejo dosti časa, mogoče tudi za izobraževanje, ki pa je ključno, kot sta tudi druga dva sogovornika poudarila pri vodenju timov. Super. Korana, a je tukaj mogoče še kakšno vprašanje, predno nadaljujemo? Imamo eno vprašanje, mislim, da bo tole za Marijo, tudi vezano na kompetence. V podjetju planiramo še večji poudarek na definiranju in spremljanju KPI-jev na nivoju celega podjetja. Se vam zdi to korak v pravo smer? S tem bomo tudi začeli spreminjati kulturo podjetja. Marija, kaj pravite? Ja, so lahko KPI, so lahko OKRs. Jaz mislim, da je definitivno korak na pravi smer. Zakaj to rečem? To je del, smo rekli, align expectations, ne? Kaj mi vodje ali naši vodje pričakujejo in kaj pričakujemo od našega sodelavca. Tako da mislim, da je zelo dober način, zelo dober sistem, vseeno, katera vrsta KPI se odločamo, da se, kako bi rekla, da smo na isti, da jasno povemo pričakovanja in da smo na jasnem z sodelavci. Super, hvala lepa za odgovor. Mislim, da je tudi prej že Maša majhen poudarila in tudi potem to nujo in tudi Peter po izobraževanju, po neki učinkovitosti, po temu, da so dogovori jasni. Se mi zdi, da je to res ena taka ključna zadeva. Tudi čez tale pogovor nekako to lahko zaznam. Zdaj, kar se tiče mogoče še same digitalizacije. Zdaj, podatki kažejo, da je več kot 1 od 4 podjetij v času pandemije vlagalo v nove rešitve oziroma tehnologijo za pomoč pri vodenju zaposlenih na daljavo. Podjetja kupujejo rešitve za razporejanje dela, analitiko, dokumentacijo, umetno inteligenco. Skratka, podjetja želijo s pomočjo tehnologije avtomatizirati naloge zaposlenih in tudi vodij. Po podatkih naj bi do leta 2024 lahko nove tehnologije nadomestile kar 69% nalog, ki so jih v preteklosti upravljale vodje, naprimer dodeljevanje dela, spodbujanje produktivnosti. Marija, za vas mogoče vprašanje, sami pravite, da je digitalizirana organizacija tista, ki vodi na podlagi podatkov in ne na podlagi intuicije. Zdaj, danes smo se pa tudi veliko pogovarjali o tem, o zaupanju, o empatiji, kako smo lahko danes potem s pomočjo digitalizacije boljši vodja, smo lahko? Jaz sem prepričana, da. Mogoče nekdo ne, ampak jaz sem prepričana, da. Prvo smo rekli že velikokrat, mislim, digitalizacija nas omogoča biti bližje. Definitivno. Jaz lahko vidim moj sodelavec v Hongkongu, kakor hočem. Drugače ne bi ga videla. Bi ga videla enkrat na mesec mogoče. Tako da to definitivno je prvi korak. Če gremo pa potem na podatke, včasih mi imamo ene presodke pred podatke. Nas izgledajo številke, nas izgledajo mrzle, nas izgledajo, tako bi rekla, kot v antitezi za čustva. Jaz ne mislim tako, jaz mislim, da organizacija raste, ko ljudje rastejo. In naše delo mora rasti. In to, da naredimo naše delo boljše, mi moramo vedno bolj natančno izboljšati, kako delamo.
recimo procesi, karkoli procesi so, ampak izboljša procesi. Standardizirati, kaj je dobro, mogoče s podporo kakšen software rešitev. In iti naprej, sprostiti časa in delati nekaj več, nekaj druga, nekaj bolj value added, bolj intelektualno pomembno, ne? Tako da brez podatkov, ki nas omogočajo seznati, kje so bottlenecks, kje so potrebne popravke, to ne moramo delati. Tako da ta prva stvar zame je, če mi znamo naše procesi, naše organizacijske navade izmeriti, bomo znali tudi te naše procesi delati tudi izboljšati. To pomeni tudi, da če mi znamo izboljšati, če mi znamo te procesi opisati in tudi izmeriti, znamo tudi naš način dela hitreje na druge zaposlene naučiti. Zakaj? Ker to manažiramo v nulo, ker ni nič, recimo, da ni dobro načrtovano. Seveda so vedno nepričakovani dogodki, ampak načeloma vse, kar je standardizirano in dobro izmerjeno, je tudi lažje uporabljati za knowledge transfer. To bi rekla, da je ta druga stvar. In tretjo, mi smo večkrat govorili o jasnosti in razumevanje, kakšni so skupni cilji. Jaz se spomnim vedno na moje prodajalce in zdaj bom mogoče številke čisto slučajno tam dala. Ko sem imela sestanek z eno ali z drugo, eden je rekel, sem imel fantastik mesec. Super, kaj to pomeni? Sem naredil, ne vem, 1 milijon evrov. Super. Sem imela en drug in je rekel, imel sem fantastičen mesec. Super. Koliko si naredil? Naredil sem 500,000 evrov. Kaj hočem s tem reči? Zagotovo, oba dva sta imela fantastična meseca, ja? Jasno. Ampak kaj pomeni fantastično? To je malo pošalni primer in malo karikiran primer. Kaj pomenijo stvari? Ko mi imamo, če lahko uporabljamo facts, ko govorimo o stvarih, bomo zelo bolj, kako bi rekla, si bomo boljše razumeli. Bomo boljše definirali, kje stojimo. Prodajalci pridejo, ta stranka ni kupila ta računalnik ali ta izdelek, ker je predrago. Predrago s primerjavo s čem? Ja? Če se učimo dati določene jasne številke in bomo včasih na boljšem, ker bomo občutek, ki je totalno subjektivno, nadomestili z analitično delo ali z pogled realnosti in soočanje z realno stanje. Se pravi, tole so... Zato jaz mislim, da podatke in čustva niso na drugi strani, na drugih bregovi, ampak so zelo komplementarni. Hvala lepa za tale vpogled. Ja, mislim, da je res mogoče nekje nastal ta nesporazum, da sta si nasprotnika. In zdaj iz tega, kar nekako sem slišala, se mi zdi, da so lahko podatki, in s tem tudi pač vse tisto, kar zraven pride,
tudi ena stran varnosti, ne, in pa fokusa, da točno vemo, kam se usmeriti in kam ne. In na nek način potem tudi skozi te podatke, ki jih imamo, to pa imamo tudi mi nekaj izkušenj s strankami, dejansko lahko izvajamo tudi coaching, ker smo se prej pogovarjali o razvoju pa dodatnih kompetencah vodenja. Ok, mogoče, kar se tiče digitalizacije, Maša, še vaš pogled na to, kaj se da digitalizirati, kaj ne, kakšne so pa kaj vaše izkušnje ali pa kakšne dobre prakse? Zagotovo nam je digitalizacija olajšala pretok informacij do naših zaposlenih. V slovenskem delu skupine Triglav je približno 5000 zaposlenih in mi smo z digitalizacijo, intranetom, Geko podporo lahko prišli do vsakega zaposlenega. Vsak zaposleni ima možnost vpogleda v svoje podatke, kar pomeni, da smo tukaj na nek način tudi prihranili čas, pa se tudi trajnostno usmerili, zato ker digitalizacija pomeni manj papirja, kar je danes tudi zelo pomembno. Kaj smo dejansko digitalizirali, je to, da smo recimo začeli zaposlovati na daljavo, tega si prej nismo sploh predstavljali, da imamo uvajalna mentorstva na daljavo, da imamo pripravniške izpite na daljavo, da tudi recimo strokovne prakse z odvisnimi družbami, ki jih imamo po državah bivše Jugoslavije, vodimo tudi online. To dejansko na ta način smo se lažje povezali. Ugotovili smo, da se da digitalizirati tudi vse webinarje, se pravi izobraževanja. Recimo v lanskem letu je bil vsak Triglavan deležen skoraj 40 ur izobraževanj, kar je enormno, se pravi zmanjšala se je logistika, potni stroški, pa ugotovili smo, da se zaposleni bistveno raje in lažje tudi udeležijo spletnih seminarjev. Česa se ne da digitalizirati, je pa mogoče to, da dejansko spiješ sodelavcem kavo, mu pogledaš v oči in ga res vprašaš, kako si. Se mi zdi, da to se pa preko ekrana zgubi. Dostikrat se mi tudi pohecamo, ko se vprašamo, kako si, ne, vsak reče dobro, ampak če pa vprašaš od 1 do 10, ne, prideš do tistega pravega odgovora, ki pa se dejansko žal s komunikacijo preko ekranov zgubi. Tega pa dejansko še ne znamo digitalizirati. Hvala lepa. Evo, dober napotek tudi za vse nas, da ne vprašamo samo, kako si, ampak še damo lestvico, da zares dobimo feedback naših sodelavcev. Hvala, Maša, za tole. Peter, kako pa digitalizacija po vaših izkušnjah pripomore k opolnomočenju vodij in pa njihovih timov, ali pa mogoče tudi k sami kulturi podjetja? Tukaj imamo pa mi mogoče malo unikaten pogled v smislu tega, mislim, zelo napreden, oziroma mislimo, da lahko v bistvu izjemno spremeni kulturo, pomaga pri spremembi kulture. Predvsem iz dveh razlogov, ali pa bom dal primere. Eno je ta, če želiš v bistvu spremembo teh vedenj, kulture, se pravi, kako v bistvu se pogovarjamo, kako jaz vodim v bistvu, kaj so te naši rituali, ki jih bomo imeli, naše rutine tedenske, recimo kot ekipa, ne vem, kakšne vrste pogovorov imamo, kako se pogovarjamo o teh dobrih stvarih ali pa slabih, pač ko se kaj zgodi, ko me nekaj zafrustrira in kako se ne grem zdaj o tem pogovarjati. Problem je, da teh tovrstnih pogovorov v bistvu nimamo, ponavadi v ekipah ne obstaja, in zaradi tega potem pride do vseh teh negativnih občutkov, pa kulture, kjer smo vsak zase v silosih in tako naprej. No in se pravi, ko govorimo o tem, kako sploh najprej, kako spremenimo to, ta razvojno komponento, mi se lotevamo vedno tako, da pridemo in to traja 12-14 tednov, in potem v bistvu v tem času neke stvari se zgodijo na individualnih pa skupinskih srečanjih, te čustvene predvsem, ko pretreseš mindset, miselnost, tisto, kar je pod vrhom, torej pod gladino ledene gore, to streseš v bistvu tam v živo,
ampak potem je treba pa to nadaljevati. Ne? In isto je torej, pri razvoju vodij, kako naj vodijo, ne? Pa cele ekipe, ko jih damo. Ne? Vemo sami, ne? Bili smo na nešteto izobraževanjih, ne? Vsak je bil, ki je v vlogi vodje, danes malo više, je sigurno vsako leto bil na nečem. Ne? Ampak koliko tega v bistvu pa sploh zares integrirajo v svoj vsakdan, ne? Zelo malo, to vemo iz vsej statistika. Ne? Ta sprememba je zelo težka, ker je vezana tudi na navade. In ja, navade pa v bistvu lahko gradimo, ne? In zdaj ta v razvojna komponenta, ne? Z aplikacijo, v bistvu lahko, z aplikacijo, ne? Pa z digitalizacijo lahko, če imamo ekipo 10 ljudi, vsakega v bistvu na svoj način obravnavaš v tej gradnji. Ne? To je tako, kot če bi rekli, ok, zdaj imamo ekipo, vsak more na koncu leta bomo pretekli pol maratona, ne? Zdaj eni so malo boljši, eni so malo slabši že zdaj, ne? En rabi malo več na prehrani, en rabi malo več nekje druge, ampak ta individualizacija, ne? Se pravi, da vsakega posebej obravnava na tem njegovi razvojni poti vodjo, v kaj bo spremenil, ali pa posameznika, ne? V katero smer bo šel, torej en je ta vidik, kako lahko vsakega posebej bolje spremljaš na podlagi tega, kaj se dogaja, kak ima angažma s temi aktivnostmi, ki se dogajajo izven stvari v živo, in to v 2, 3, 4 mesecih, je to kot neka razvojna pot, in z aplikacijo v bistvu lahko dostopaš do njega, do vsakega posameznika, in ta razvoj v bistvu lahko izjemno izboljšaš, kot tisti, ki nek trening ponuja ali pa coacha, ta individualiziran pristop, ker ga pa rabi vsak. In to je en vidik, kako ta razvojna pot izboljša, drugo je pa ta vzdrževanje potem novih rutin, ki jih zgradimo ali pa ki bi se naj zgodile. Tam pa tudi lahko zelo pomaga, ne? Recimo, dam samo en primer, vsi vemo, ne? Vsak ve danes vodja, ali pa ko mu rečemo, ne? Kaj je bil ta teden, ne? Kaj si ta teden dobrega naredil, kaj je tisto, kar bi se lahko lotil naslednji teden drugače, ne? Kaj je tisto, kar boš ponovil od tega tedna, da bo še boljši naslednji teden. Se pravi, če naredimo ta moment refleksije, ali dnevno, ali tedensko, ne? Vsi vemo, da to prinaša v bistvu ta uresničevanje razvojnega torej miselnosti, ne? Da bom potem malo boljši, bom se dobro počutil, bom bolj samozavesten in vse to. Ne? Ampak ko poprašamo, kolikrat pa to narediš kot vodja, ne? Je pa tako zelo malo, ne vem, 20% jih mogoče to redno dela, ne, če zdaj tako zelo povšalno rečemo. Ampak tukaj, ne, pa lahko potem spet tehnologija pomaga pri vzdrževanju tega, ker me lahko spomne nekaj, kar sem doživel ali pa kar sem videl, da mi dobro deluje v smislu, ne vem, refleksija, ne, pogleda nazaj, da me spomne v bistvu v petek, ne, da je to naredil. Ne. In če mi da potem še vpogled v neko kratko strukturo ali pa če me, ne vem, telefon moj prijazno vpraša, ne, kaj pa ti je naredilo dober teden, kaj pa te je zafrustriralo, ne. Imam potem še nek celo uvid, kaj lahko s tem naredim, ne, kot nek korak naprej, da je se pogovor, da je to, da je ono, ne. In to danes tehnologija v bistvu omogoča, ne. To je nekaj, kar obstaja že danes. Je to lahko izjemno močno potem pri uresničevanju, torej da ta navada ostane, ne. Plus ta peer pressure, ne, recimo, en tak zelo dobra stvar je ekipna refleksija, ne, kjer v bistvu potem vidiš, ko veš, da si del ekipe, da greš skupaj v neko novo ligo, ne, in zdaj sploh, če nisi na isti lokaciji, ne, ker smo pač od doma, ker si tam, ker si ne vem kje, je ful dobro, če lahko jaz pogledam, recimo, da kako se ekipa počuti konec tedna. In če je to tista stvar, ki jo konec tedna vsi naredimo, ker smo do tega prišli, ker nam je to vodje pripeljal kot neko rutino, ne, in to je nekaj, kar vsi počnemo, jaz lahko potem tu za ostale vidim, kako se oni počutijo. Ne. In če vidim, da, ne vem, jaz sem imel najboljši teden, 3 sodelavci moje so imeli pa najslabšega, ne, tako, da so označili z 1 od 10, jaz pa z 10 od 10, ne, pa vidim, da nekaj mogoče pa ni bilo najboljše, ne, in potem je to lahko impuls zame, da pa gremo vprašati, kaj pa se ti je dogajalo, ne. In te vpogledi, podatki ali pa uvidi, ne, so danes lahko bistveno bolj trenutni, ne, ni treba čakati, ne vem, konec leta, ko da odpoved nekdo, ampak v bistvu že vidiš sproti, ne, kaj kot vodja ali pa kot sodelavec, ne, kaj se dogaja. In tukaj absolutno verjamemo res v izjemno moč te tehnologije pa digitalizacije, ravno pri teh stvareh,
ki mogoče jih danes nismo gledali kot možne, ne, ko je bilo neke transakcijske KPI-je pa tako naprej, pa beleženje ur, to lahko daš vse noter, ne, pa imaš pa več časa za to, za neke dodane stvari, value-added stvari, ampak lahko pa tudi v bistvu te mehke stvari, ki zagotavljajo visoko učinkovitost tima, ravno z digitalizacijo v bistvu pripelješ v to, da obstanejo v neki ekipi in da se držijo, da se obdržijo. Ker to je tisto, kar kontinuirano potem zagotavlja neko optimalno delovanje. Če vsak teden dober naredim, pa da vsak teden malenko zrastemo, da se vsak teden ponosno, kaj smo naredili, vsak teden lahko še malo spremenimo, in če to delam na tedenski bazi, to super in sem ponosen in sem opolnomočen in sem odgovoren in tako naprej. Jaz prenesem vse to potem te občutke za sabo. Odlično, se mi zdi, da smo kar nekaj novih idej dobili, kaj še lahko počnemo, kako lahko še na digitalizacijo ali pa tehnologijo, z katerega zornega kota lahko še pogledamo. Hvala za to. Korana, a je mogoče kakšno vprašanje strani publike? Ja, imam eno vprašanje vezano tudi na digitalizacijo, in sicer, kaj če vodstvo nima posluha za razvoj HR-a, ni predvidenih sredstev, na primer za digitalizacijo, lahko HR tukaj sploh kaj naredi? Mogoče Marija? Vsak od nas vedno nekaj naredi. V moji izkušnji, ko sem jaz nekaj probala pušati naprej, sem vedno nagovarjala en business case. Tako, če nekaj jaz bom uvedla, kakšni so prihranki, in če je vodja podjetja, verjetno je zelo vezano tudi na rezultate, na stroške, tako da sem vedno pokazala, kakšen je vložek, kakšen je prihranek in kakšen je učinek. Tako, moramo se zavedati, kakšni so cilji tega vodja od te osebe. In moramo malo našo zahtevo na svoj cilj in na svoj način položiti. Tako, če znamo dokazati prepričljivo, da je kakšen prihranek, mogoče imamo več možnosti prisluha. Določeni ljudi kulturno imajo svoje kulturne izhodišča. Tako da nismo vsi enaki. Ampak, če vodimo podjetje in podjetje mora biti učinkovito, zagotovo en dober business case lahko spodbuja radovednost in verjetno tudi premika vodje, ki so bili včasih malo trdi in ali niso imeli veliko kulturni posluha za HR zadeve. Hvala lepa. Bi tukaj še kdo kaj dodal? Maša, Peter, se vama zdi tu še kaj za dodati? Ne. Jaz bi mogoče edino dodal eno stvar, ki je pa poleg tega business case-a, se mi zdi ful pomembna, da se pač vprašam, spet smo nazaj pri mindsetu, pri miselnosti. Jaz sem zadovoljen s tem, kar se dogaja kot HR-ovca. Jaz sem zadovoljen s tem kot HR-ovca. Je to res to, kar v bistvu lahko največ naredimo? Če se to vprašam, mislim, da smo v tem lahko zelo iznajdljivi vsi na različnejše načine. Je pa predvsem to, se to sploh vprašam ali ne, ker potem, ko se, pol bom našel na nek način, bom našel nekoga, recimo, ki ne vem, enega vodjo ekipa, ki bo hotel probati malo drugače, bom našel nekoga, ki bo imel posluh za to, in ta spet fokus, ki ga imam, kaj lahko jaz naredim, v bistvu zelo velika. Če pa prelagam na to, pa se direktor pa nima posluha, ali pa to bomo gledali, kot da bi z lune padel. Mogoče enih 5 od 10, če gledate kolege, vodje ekip recimo, ali pa mogoče celo
direktor, direktorica, ne, mogoče bo res tako gledali, ne, ampak zagotavljam vam pa, to so naše izkušnje, ne, da boste našli neki takih ekip, recimo, ki bi radi probali nekaj drugače, ne, neki takih vodij, ki bi radi odgovorili na te dileme, ki smo jih danes izpostavljali. Ne. In začnite s tistimi. Ne. To je v bistvu naše priporočilo potem. Ne. Če ne gre takoj na veliko in danes se težko odloča za nekaj zelo velikega, ne, sploh v tem času, ko pač vse stran mečemo, ne, pa še ena aplikacija ne dela, pa drugo kupiš, ne, pa boš nekaj drugega, nekaj naslednjič vzel. Ne. In to je težko se daj odločati, ja, ampak vseeno, dajmo najti neke načine, ne, kako v bistvu lahko porivamo naprej. Ne. Pa če enega vodijo, ne. Če ni posluha sicer. Ne. Je pa predvsem to, a to želim ali ne, ker pol, če si na to odgovorim z ja, pol bom sigurno našel odgovor, ne, če sam sebe malo pokovčam. Prav se lahko tudi sami sebe opolnomočimo, pa gremo pa s to energijo naprej. A ne? Jaz bi tukaj še dodala, da mogoče se moramo HR-ovci začeti obnašati neko, da smo podporna funkcija, ampak da smo tudi ključen partner v podjetju, da dejansko olajšamo marsikateri proces in da smo sodelavcem v pomoč. Tako da že ta preskok miselnosti je potem dejansko pomemben pri tem, da nas sprejmejo in da tudi lažje uresničimo naše cilje. Lahko še nekaj dodam. Peter je rekel nekaj pomembnega in tudi nekaj, da velikokrat tudi dobro funkcionira, zelo praktično. Ja? To ni noben strateško razmišljanje. Peter je rekel, začnete z nekaj malega. Mi rečemo POC, proof of concept. Naredimo en poskus, en mali poskus, en test in vidimo, kako gre. Izmerimo rezultate in potem si odločamo, ali gremo naprej, ali gremo na veliko, ali nadaljujemo z naši odločitveni poti. To je zelo dobra mislim in zelo dober nasvet. Se strinjam, hvala lepa. Jaz mislim, da smo počasi prišli do konca. Zdaj imamo eno minutko in imamo pred sabo en čist tak lušten izziv. Se pravi, lepo bi vas prosila za eno tako hitro sklepno misel, en nasvet, ki ga lahko takoj jutri damo v prakso. Težko. Kdo bo začel? Peter. Performance development. Odlično. Maša. Jasno komuniciranje ciljev pa iskreno zanimanje za svoje sodelavce. Hvala. Agile and coach. Odlično. Se pravi, danes smo dobili res kar nekaj, jaz mislim, da tudi takih konkretnih napotkov. Zelo smo se veliko pogovarjali o coachingu, o ciljnem vodenju, o merjanju, o tem, da čustva pa podatki nista skregana drug z drugim, o digitalizaciji, o tem, kako lahko vodje opolnomočijo ljudi in kako dejansko lahko tudi vsi sami sebe nekako opolnomočimo, dobimo tisto energijo, pa gremo naprej na juriš, če se lahko tako izrazim. Tako da jaz mislim, da smo uspešno prispeli do konca današnjega pogovora. Predno se poslovim od vas in naših gostov še eno povabilo. Vsi tisti, seveda, ki razmišljate o tem, kako tudi s pomočjo orodij, kot je na primer tudi naš Geko, še bolj opolnomočiti na eni strani zaposlene, na drugi strani pa tudi vodje, vabljeni, da se nam oglasite. Z veseljem vam pokažemo rešitev in predstavimo dobre prakse. Še enkrat hvala vsem trem gostom za vse, kar ste danes delili z nami. In seveda hvala tudi vam, da ste skupaj z nami ustvarili zanimiv in verjamem, da koristen dogodek. Vabljeni, da nas seveda spremljate tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala za vabilo. Hvala. Hvala lepa. Lepo se imejte, lep popoldan vsem skupaj.